Hvala. Dobrodošli v nov teden. Evo, moj dragi, tlele šofire. Jaz sem malček brez energije, tako da upam, da sem spila kavo do malo boljš. V Leji sva, greva po fasango. Najprej greva pa še na kavo, da se zbudiva. Ali kaj? Evo, zdaj smo v teti Fridi na kofetu, da vidim, kaj še ni macchiato. Ni slabo. Končno smo pravila s fasango. Taka gužva v Leji v Šparu, da je kar no, ojoj. Zdaj greva končno domov. Tale vlog uploadam od prejšnjega tedna in meči živcira, ful gre počas, ful se počas nalaga. Celo baterijo bom zdaj spraznila, tako da... Pak ne, se kul, se ne pritožujem, sem tako, malo me nervira. Ful hud WC, greš dol po stopnicah in pa prideš sem. A ni dobro, ej. Hello. Wow. To. Upam, da ima vešalnik. Yes, to rabimo. Wow. A ni noro, no. Hudo. In zdaj gremo nazaj v kafič. Pa moram še plačati. Bonjour, ça va? Nekdo je rekel za francoščino, tako da bonjour, ça va, je m'appelle Tanja. V glavnem, zdaj sem prišla domov. Bila sem, potem, ko sem jedla, sem šla k zobarju, ko hodim nekam tam pač privat, v centru, ker pač hitreje prideš na vrsto, a ne? Decembra sem šla rihtat zoben kamen in potem mi je rekla, da se moramo vezno nitkat zobe. To si, dragi moji, moramo vsi nitkat vsak večer. Zdaj sem imela še pregled, mam je še rihtala tele vzadi, je pač rekla, da to jaz lahko kar naredim z nitkanjem, ostalo pa pač je njen del, prav tako je rekla. Tako da mi je malo še polirala, pa dala injekcijo in valjda malo so me boleli, zdaj je že v bistvu redo, ker je že toliko popustil. Tako da rekla je ščetko, da moram dati pač stran, a ne, ker smo te bakterije pa to imeli. Tako da sem vzela zdaj drugo. Me je vprašala, katero barvo, sem rekla roza. No, se tudi tole imam roza, ampak to imam zato, mislim, obožujem roza barvo, ampak tudi tako pač lažje ločva z dragima, ne, čigava ščetka, tako da ja. Ja, evo, vidiš, zdaj imam že več energije, včeraj sem bila obup, tako res obup, mislim, da pač, kakor sem videla, no, retrogradni Merkur je bil, gre pač proti koncu, zdaj nikad ne veste, to je pač ko planeti, malo se dogaja gor v vesolju. In pol tudi nas mal meče, a ne, bolj v negativo, no, kot pa pozitivo. Pa polna luna je bila tudi včeraj, a se je začela nekaj tasga, no, ne vem točno. Tako da, zdaj vse razumem, zakaj sem taka in v bistvu mi je pač cool to vedeti, da se tudi bolj počutam, pa mi je tudi nekako lažje zdržati, no. Tole sem vzela v Šparu, imajo Šparova kartico 35% popusta, tako da sem malo izkoristila, da bom vzela moj
dragi sladoled, kaj je najdražji sladoled na svetu. Zdaj že stane 9,30 €. Včasih je bil 6 ali 7 €, takrat, ko sem jaz lanski začela s temi degustacijami in se mi je zdaj tako noro drag. In pol, 8,5 in zdaj že 9,30 €. Tako da pol ga sam, enostavno, mislim, eno se ima to čisto nedostopno ratu, pa tudi ne bom pa halo skoraj 10 € za sladoled, pa se ni zlata. Res je najboljši na svetu, ampak vsem, toliko hudo pa spet ni. Tako da pol izkoristim nekaj še tak popusta, ne. In ga bom po mojem naslednjem teden jedla, danes je tako ful deževno, pač mrzlo, tako da mi niti ni do sladoleda. Bomo naslednji teden. Ok, sem našla do njega, kada je mačka. Evo me doma, spet ful ne vlogam, ker ugan kaj. Spet mi telefon javlja ta full storage. Se nema premika. V bistvu se že cel teden s tem matram, da pač povežem s cloudom, da brišem stvari, da kopiram na zunanji disk, ne pač kot varnostne kopije. Tako da tale tehnologija mene kar mal. Potem sem hotla, ker sem že omenila, da bi kupila si GoPro in pa sem malo raziskavo delala. No, in GoPro se mi je zdaj ful drag, tam 300-400 €, mogoče ne čist najnovejši. Potem sem našla, da je boljši DJI neki, ki je ful zdaj popularen, ki stane, če hočeš, ta, da je tu z mikrofonom, pa to stane 650, nekaj tazga. Ampak sem zdaj Joj, to se skozi premika, lej. Imam nov ovitek na telefonu in ja, zato nisem opazila. Tako da ja, ampak nisem še pripravljena na tako investicijo, ker zaenkrat po mojem nima smisla. Pač malo bom morala biti bolj organizirana glede snimanja videov in pa kaj sko, milijon videov postavim naenkrat, ne, in pol mi valjda zasedajo plac v telefonu. Hodila sem še tega, le. Pistacije rogičev pokazati. Tale je celo veganski, mislim noro. Je tam iz pičole, kako se zgovori, kafelju pač v Šiški. Manljo mi je boljši. V glavnem, skoraj me je prišlo, ko sem videla, koliko stane. 3,20 €. Mislim, da Slovenija in pa Ljubljana že malo pretiravata s temi cenami, res spoh center Ljubljane, oziroma ne sicer Ljubljana. Kada smo Pariz, kada imamo ne vem kakšne plače, jaz bom bankrotirala od vsega tega, no, mislim, prav nedostopno bo na koncu vse postalo, tej, mislim, res, kar je preveč, ko. Jaz obožujem Ljubljano, ampak počas, imam že tako. Lej, tudi protežvati se moram, ne. Jaz sem zmeraj jaz sem gačko ful pozitivna, ne se, kakor ste že ugotovili. Sem pa tudi zelo živčna, jesna. Se tudi protežujem, tako da to je samo realen svet. Sem pred Alejo, ko ga piham. Čakam dragega pa kolega, gremo na kafe. Pa imamo še napravke doma, oziroma morava spucati hodnik v bloku, ko vsak pride, ne vem, na 2 meseca, vsak stanovalec pride na 2 meseca na vrsto. Pa 2 dneva počitnice, tako, jutro smo prej, nedeljo smo prej, mini počitnice, pa 2 dneva delamo, 2 dneva prej, pa sem jaz spet 2 dneva prej. Malo je awkward vlogati, ko je to folka.
Pozdravček. Zdaj bom še podelila par knjig, ki sem jih prebrala. Marguerite Duras, Ljubimec. Pač ja, naslov je Ljubimec in sicer sredi Belka v francoski Indokini, to je pač ta jugovzhod Azije. In se zaplete s Kitajcem, takrat se v čase to kao ni bilo dovoljeno, sta malo to skrivala. V glavnem, ona je bila takrat 15 stara, če se ne motim. Čist premlada. No in pač ja, sta pa skupaj, pa nista bila, in potem, ko je pa starejša, ugotovi, da je bila to ljubezen. Odrašča sicer bolj v tako problematični družini, samohranilka mama, 2 ali 3 brate ima, ki pač so do nje tako, ne. Ona meni knjiga ni bila tako všeč, pa je da kar med nekimi takimi književnimi, ko se temu reče, pač kot knjiga, ki jo moš prebrati, ampak meni osebno res ni všeč, pa na koncu sem se že kar malo mučila prebrati. Potem Emily Dickinson, Ujeta svoboda. Jaz obožujem njene pesmi, to so v bistvu poezije, tudi jaz sama pišem poezijo in tako da se pač ful najdem v takih stvareh. Moja želja je tudi, da enkrat izdam knjigo poeziji. Mislim, upam, da jo bom. Ogledam, to mi je bilo ful všeč. Mislim, da sem že brala njeno poezijo in mi je res ful cool, pa tudi je svetovno znana. In pa še tole Charles, ne vem, kako se govori, Baudelaire. On je Francoz, Rože zla. Tudi poezija, lirika. Nisem jo mogla prebrati do konca, prebrala sem mogoče polovico. Ne vem, tako, pa ful dolge pesmi, kar me je začudilo. No, le da nekaj preberem, no, da dobiš občutek. Hvalnica moje Frančiški. Novih strun naj glas ti poje, brski kliješ komaj rojen, v osamelem srcu mojem. Venec čelo naj krasiti, žena, ki znaš osvojiti, me in grehov odrešiti. Kakor iz lete pozabljenje, pijem z tvojih ust življenje, v srcu drami šrepenenje. Ko neurje me je v zmoti zapeljalo z ravne poti, greš boginja mi naproti. Kakor zveza severnica iz brodolomov rešenica, bodi mi srca skrbnica. V bistvu je ful dober. Zdaj, katero na glas berem, je ful dober. Ne vem, jaz, ko sem to brala, sploh. Ok, tole, Samotarjevo vino. Pogled tako zgovorni ženske ustrežljive, ki nas oplazi, kakor žarek lune šine, v zbleto jezera na kodrane gladine, da v njej okoplje čar lepote si igrive. Ok, mi sem mogla začeti še enkrat brati. Ne vem, mi je tako, tudi predolge pesmi se mi zdijo, ne vem, no, pač meni ni potegnila, čeprav je tudi klasika, no, to sem dohvala reči, za tole klasika. Tako da že imam novo knjigo, ki jo berem. Dobrodošli v soboto. Danes imamo tak family dan. Bomo imeli z družino kosilo, matka naredila bogato kosilo. Pride še moja sestra z družino, pa še in pa moj stric in teta. Zdaj bom probala domačo potico. Tole je lešnikova. Če bi bila manjših sladka, bila boljš, ampak je pa rekla, da bo dala cukor v prahu gor. Tako, taka zdrava potica, ampak je dobra, ima nek svoj poseben šmek. Dobrodošli v Toti Maribor. Dobrodošli v Mariboru. Ja, me kar narodno, da me dosliš. Odala mi je odločila se, da prideva v Maribor, tako da nimava nekega plana, greva zdaj po mestu, oziroma ko mi sva našla parking, tako kar vse polno, ful sva turistov videla na mostu, tam pri Dravi. Zdaj greva nekaj pojest, spit, nas se sprehajati po centru, videti, kaj se je kaj spremenilo v Mariboru. Nisem bila par let le, 2019 ali pa nazadnje. Pa poročam. Wow, kako je lepo, tega mosta takrat ni bilo, ker so bila midva, tako da greva dol. Tako
tako wow, ful so, mislim, tu zrihtali tale center, pa tale most je nekaj novega, ful je turistov, tako da sem kar šokirana, da tudi le toliko se je razcvetelo, razpasel, tako nikjer več ni miru. Preveč folka je, če me ne vprašaš, ker jaz pač tega ne maram. Ampak ja. Tako da ja, nikjer več očitno ne bomo v civilizaciji imeli miru pri turisti. Pa če sem tako, turizem je dvorezen meč in imam pa svoje mnenje glede tega. Kako je lepo. Wow, kako je cute. Prav tudi one zgradbe, vse. Kako je lepo. Wow, koliko je lepo. Koliko je široka reka, Letonov. What? Koliko so uredili. Wow. Wow. Oh, no. Ful je lepo. Sploh center so zdaj ful uredili. Sam meni res ni všeč. Ful je gužva. Ful je folka. Ful je lepo, no. V bistru Ananasva, ne, če se misliš. Še zadnji pogled na Maribor. Tukaj smo na Kofetu. Maribor lep si, ampak si vetroven. No sej, ni spet toliko folka, mogoče sem malo pretiravala. Mariborčani, javite se komentar, zanima me, kdo je tukaj. Zdaj greva pa naprej na še eno boljšo destinacijo. Čauči! Sem vesela, da sem prišla. Žal mi je, da nisem šla v kakšen muzej, ampak dober, naslednjič, čez par let, ko spet pridem. Ampak ja, ta center je res ful zdaj urejen, ful je lepo, gužvica ja, ampak piha ga pa nenormalno. Ne vem, kaj je to. Wow, le to! Koliko je lepo! Wow! Oh moj bog. Dobrodošli na Špičniku, to je srček med vinogradi. Wow, koliko je lepo, tako čistniki, mislim, upam, da mi bo bolj všeč kakor na sliki, ampak tole zdaj, ko vidim, takole, wow. Wow, koliko je lepo. Full avtov. Večinoma tujci. Tudi kakšen Ljubljančan. Prokričala mi, stari. Wow. To pa je razgleda, ne? Zdaj me je en model gledal, kot da sem prav čudil se je. No, ko vidiš nekoga, da se malo čudi nad neumnostjo, ker vlogam očitno vidi prvič nekoga, da vloga v živo, pa mu je mogoče manček nenavadno. Takole izgleda. No, plača se, 5 evrov stane. Deset evrov kasneje vstopaš not. O moj bog. Oh my god. Srček. Noro. Evo ga.
ga, srček. Prav, tam je vhod in potem the heart, srce, moje srce. In to je razgled. In da me parkirišče in to je to. Potem je tukaj še ena taka potkica, ki se gre lahko dol. Hudo! Sem zdaj opazila. In zdaj greva v Avstrijo, pokažem. Avstrija je dejansko streljaj stran, se pravi, sprehodiš se in tam vidim pač zastavo. Tako da bom šla pogledat. Kar meja je tle. Lej to. Noro. Dobrodošli v Avstriji. Noro. Tam je pa naša Slovenija. Mogoče komu izpadam smešna, ampak ne vem, meni je to fenomenalno. Takoj, ko je una tabla, avstrijske tablice na avtu. Pač nikoli nisem razmišljala, vedela sem, da je Avstrija takoj zraven, ampak kaj ne razmišljaš, veš, kako je to v praksi, a ne, kako živi tako zraven. Ne vem, noro. Pač. Drug svet. Wow. Prav, dragi, da je tle v Avstriji ful toplej. Mislim, prav res, pri nas ful pihal, pa pridel sem pa dejansko ga manj piha, pa ful je vroče. Oh my god, we're having so much fun. Ful je mir, tišina. Wow, tako prav spokojen mir, no, wow. Avstrijski vinogradi. Tole je pa po mojem, moja hiša je san, ne vem, no, ful je lepo. Kako je lepo. Noč, gremo nazaj v Slovenijo. Pripravite osebni dokument. Evo nazaj v Sloveniji. Konec miru. Tlele piše: Svoboda je čudežno bitje. Nekateri se je bojijo, za rešetkami pogine, kajti svoboda je lahko svoboda samo neprostosti. George Dancer. Ok, tle je pa že več ljudi. Se pravi, zdaj, ko sem malo na hitrico pogledala tablice, je več slovenskih, največ iz Maribora in Celja, pa kakšen 2-3 iz Ljubljane, koga mi dva. In dejansko je manj avstrijskih, ampak ko si pa tam, pa slišiš več ali manj nemščino. Razen, če imajo kakšne rentakar ali pa kaj, ne vem. Mislim, jaz bi tle ful prespala, za kakšen dan, dva, da se odklopiš, da se spočijoš, umiriš, je po moje fenomenalno. Sam kje več? Ker to je res na hribu, tako stran od civilizacije. Kolikor je meni mesto na živce, pa imam rada mir, po drugi strani ne vem, če bi lahko na takih krajih bila, bi mi po moje bilo kar hitro dolg cajt. Mislim, pač nekaj moš valjda početi, nekaj se mora dogajati, ne. Tako da ja. Koliko je pa zdaj vroče. Razahajce ga je. Zdaj čaka dragega, šel je na WC in greva nazaj, da mu. Ful lep izletek je bil, tako res ful. V bistvu ful dober, da sva šla.
ker sva imela res iz Maribora samo pol ure. Tako da Mariborčani, javite se mi, ali pa iz okolice, da vidim, kdo je kaj iz Maribora, pa tlele, ki ste iz tukaj, iz Kungote, tudi javite se komentarji, ki me zanima. Hvala za vso podporo. Tako, nimaš pojma, koliko to meni pomeni. Ful cenim, tako res, ful vas imam rada in cenim vas, tako da in se vidimo naslednjič, pa napiš mi komentar, v katerem tujem jeziku naj še pozdravljam. Čau, čau!